kmetijstvo pomembna gospodarska panoga, ki pa je seveda v relativno težkem položaju in zato morajo biti vsi ti ukrepi usmerjeni v to, da bodo kmetje imeli ekonomski položaj, da bodo ostali na kmetijah, pri tem moramo spodbujati predvsem tudi mlade, da bi ostali, to je povezano seveda tudi na infrastrukturo, na podeželju, na objekte, šole, promet in seveda v tem delu bomo temu namenili v povezavi z črpanjem tudi evropskih sredstev velik poudarek. Kajti zavedati se moramo, da je skupna kmetijska politika Evrope pač za nas kot članico EU bistvena. Je pa res, da se trenutno pripravlja nov finančni program v Bruslju za obdobje 2014 do 2020, kar nam daje možnost, da bomo te nove ukrepe lahko prilagodili, da bodo res povečali ekonomski status kmetom in tudi količine. Tako kot je že pač predsednik povedal, zavzemali se bomo za spodbude, ki ne bodo namenjene le sami večji proizvodnji hrane, ampak da se bodo ti izdelki potem tudi dejansko pojavili na trgu. Kajti vemo, da trenutno imamo program ekološke pridelave, visoke spodbude, pa vendar je slovenske izdelke težko najti na trgu. Torej, le če povečamo na eni strani interes kmetov, da bodo kmetovali in s tem tudi količine za potrošnika, potem je to za nas lahko in za celo državo uspeh. Kajti kmetijstvo lahko pomeni prav na podeželju nova delovna mesta, zavedamo se, naprimer Bela krajina je takšen primer, kjer pač industrija propade, je pa okolju prijazna, biotska raznovrstnost je tam velika, imamo naravne parke, Kolpo in je možno z turizmom in pametnimi programi kmetijstva razvoja podeželja potem zagotoviti nova delovna mesta, da bodo pač ljudje, ki so ali izgubili službe ali ne želijo iti v mesta, pač tam tudi ostali in živeli naprej in da se pač Slovenija niti ne bo potem toliko zaraščala. Torej, pomembno je tukaj vse ukrepe razvoja podeželja vezati tudi, ti so v glavnem zdaj bolj vezani na količino, kot pa na tisto, kar se daje na trgu. Pri direktnih plačilih pač ne moremo toliko vplivati na količino, pri ukrepih razvoja podeželja pa se da z novimi programi to bistveno spremeniti. Potem je tukaj seveda zelo pomembno, da se socialna, zdravstvena in pokojninska reforma poveže z kmetijstvom. Tukaj tudi naš strokovni odbor sodeluje z drugimi strokovnimi odbori, kajti kmetijstvo je zelo široko, interdisciplinarno in je potrebno vsa ta področja med sabo povezati, da bo res kmet imel slovenski pač enake možnosti, kot imajo drugi zaposleni. To je v glavnem pač tisto, poudarjamo, tudi še ena je pomembna zadeva, da se Evropa zdaj v tem novem programskem obdobju tudi namenja velik poudarek kakovosti in ne količinam. In tukaj vidimo tudi priložnost, kajti Slovenija nikakor ne mora biti konkurenčna multinacionalkam na področju kmetijstva in živilsko-predelovalne industrije, ampak je le svojo kvaliteto, shemami kakovosti, ekološkimi, sonaravnimi programi možno pač biti konkurenčen tako znotraj slovenskega prostora, kot tudi na tujih trgih in tukaj skupaj z določenimi subvencijami doseči, da ti izdelki, ki so pač zaradi svoje načine pridelave in predelave dražji, so še vseeno sprejemljivi za končnega potrošnika. Ko govorimo, tako kot v drugih strokovnih odborih, za zmanjševanje administrativnih ovir, pa je pomembno, da želimo te administrativne ovire zmanjšati na način, da bo to pač za ekonomski status kmetov primerno, da pa s tem ne bo ogrožena zdravje potrošnikov oziroma zaščita potrošnikov. Kajti velikokrat tisti, ki se ukvarjamo s kmetijstvom, dobimo, da nas bolj zanima kmetijstvo samo, ne pa okolje, zdravje potrošnikov, vendar
to ni res. Ne. Gre za kombinacijo vseh možnih ukrepov, ki bodo pač v dobrobit na vseh področju pač slovenski javnosti in slovenskim državljanom. Pomembno je tudi združevanje proizvajalcev v skupine proizvajalcev, ki je pač v Sloveniji še bolj v povojih. Nimamo še tako razen zadrug, pač drugih skupin proizvajalcev toliko še ni upeljano, zato so potem tudi količine pač manjše, ker skupine proizvajalcev lahko zagotovijo večje količine, so tudi boljši partner lahko trgovskim verigam kot vsak posameznik. In tukaj se je prav na razvoju shem kakovosti, ekološkega kmetijstva izkazalo, kjer so skupine proizvajalcev močnejše, da je pravzaprav to prineslo tudi k boljšemu trženju. Še eno stvar ne smemo pozabiti na promocijo potrošnikov, to je tisto, kar ima Avstrija že zelo razvito v okviru svoje organizacije AMA, da pač potrošnika tako osveščamo, da bo slovenski potrošnik posegal po slovenski hrani in ji potem še dodatno zaupal.